Harmonikari Tonija Sotoška, Big Band Krško pa Peter Direnbeck in Nuša Derenda so ogrevali občinstvo do prihoda šampiona, ki se je vsem zahvalil za podporo. Povedal je, da je bilo vzdušje na tekmi v Londonu zaradi ogromnega števila gledalcev čudovito. Vedel je, da tokrat ni absolutni favorit kot pred 4 leti v Pekingu. Tokrat je to vlogo nosil Madžar Pars. Vsekakor sem pa je štartil na zmago. Torej, na takšni tekmi ni druge izbire. Bil je tudi dosegljiv z dobrim metom, ampak to je bilo, bom rekel, mogoče malo nerealno pričakovati, da bi jaz dober met, on pa slab. In bil je boljše pripravljen in mu čestitam za ta naslov. Jaz sem pa vesel, da sem vzel srebro. Visoka pričakovanja, ki jih ima javnost od vrhunskih športnikov, so težko breme, je dejal Kozmus. Seveda, on nas razveseljuje, mi njega in ne glede na to, tudi če bi bil kakšen slabši met, mi mu stojimo v strani in prav zaradi tega jaz mislim, da je to njemu največja spodbuda in da on to razume in mi vsi skupaj in treba mu sam čestitati. Olimpijski podprvak se po takšnem rezultatu ne misli upokojiti. Napovedal je udeležbo na olimpijadi čez 4 leta v Braziliji. Ja, v bistvu treba se zastaviti za novo sezono, cilje, načrt dela in o tem se bomo pogovarjali v glavnem, ko bo konec malo odmora, da se malo spočijemo od vsega. Sicer pa je na zadnji dan olimpijskih iger v maratonu nastopil Novomeščan Primož Kobe, ki je s časom 2 uri 19 minut in 28 sekund zasedel solidno 46. mesto in s tem dosegel drugo najboljšo slovensko uvrstitev v maratonu na olimpijskih igrah.